Malo državnih sredstev za športno infrastrukturo. V Ivančni Gorici gradijo kolesarski poligon. 10 let dolenjskih kapnikov. Lepo pozdravljeni. V sevniški občini so leta 2014 sprejeli prostorski načrt za športni stadion z atletsko stezo, ki ga bodo gradili postopno, odvisno od možnosti zagotavljanja sredstev. Na včerajšnji seji občinskega sveta so se vsi strinjali, da občina prijavi projekt na pravkar odprt razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na razpis občina prijavlja gradnjo 400-metrske atletske steze in terasasto tribuno. Neprijetno so presenečeni, da je razpisanih relativno malo sredstev za podporo majhnemu številu projektov in da je za prijavo na razpis zelo kratek čas in zahtevan visok nivo dokumentacije. Ministrstvo daje na voljo le 2,2 milijona evrov za vso državo. Celoten projekt športnega stadiona v Sevnici je ovrednoten na 6 milijonov evrov. Atletska steza predstavlja prvo fazo. Ocenjena višina te prve faze je nekako na dobra 2 milijona evrov in ocenjujemo, da je to realna ocena, ki bi jo želeli realizirati v letu 2018. Od države naj bi prejeli slabih 450 tisoč evrov. Nad višino razpoložljivih sredstev šolskega ministrstva je bil zelo razočaran tudi svetnik in državnozborski poslanec Tomaž Lisec. Lani je v želji po večjem državnem sofinanciranju športnih vlaganj sklical nujno sejo odbora za šport. Nažalost pa sem kljub temu, da smo na tisti seji odbora sprejeli sklep, da se na proračunski postavki športne investicije doda še dodatno 2 milijona evrov, pa smo zgroženi, ker je sedaj ministrstvo pripravilo razpis, kjer je tako za leto 2017 kot pa tudi za leto 2018 skupaj namenilo 2,75 milijona evrov za športno infrastrukturo. Za pripravo zemljišča za stadion je morala občina odkupiti 3 hektare zemlje z 2 stanovanjskima hišama, za kar je odštela 510 tisoč evrov. Medtem, ko bodo v Sevnici šele gradili, pa so v teh dneh ob otroškem igrišču in fitnesu na prostem v središču Ivančne Gorice začeli gradnjo tako imenovanega koloparka ali pump track poligona za kolesarje. Kolopark je kolesarska steza za otroke, ki je sestavljena iz zaobljenih grbin in med seboj ritmično povezanih zavojev. Razgibana steza omogoča pestro in zabavno vožnjo. Ivančna Gorica je, za razliko od nekaterih drugih občin Slovenije oziroma večine, občina, v kateri je veliko število mladih in mladi tukaj iščejo priložnosti. Ker število otrok narašča, želijo biti mladim prijazna občina. Kolopark je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Ta objekt, ki bo stal poleg otroškega, že zdaj zelo obiskanega otroškega igrišča in že zdaj zelo obiskanega fitnesa za starejše, bo nekako pomenil zaokrožitev tovrstne rekreacijske ponudbe. Po koloparku kolesarjem ni treba vrteti pedal, saj se gibajo s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Tudi tako želijo privabiti mlade iz hiš in stran od računalnikov. Večina sploh ne ve več, kako lepo je zunaj, kako je nujen svež zrak. Računalniki so pač dejstvo, vendar z vsebinami, kot je ta, računam, da nam bo uspelo mladim ponuditi oziroma omogočiti zdravo preživljanje prostega časa. Skupna vrednost del, ki naj bi jih zaključili do konca meseca, znaša približno 30 tisoč evrov. V Velikih Laščah zaključujejo z urejanjem in razširitvijo dovozne šolske poti ob tamkajšnji osnovni šoli Primoža Trubarja. S tem bodo šolarjem in staršem zagotovili varnejšo pot v šolo in iz nje. Po besedah župana Antona Zakrajška so si za regulacijo prometa v tem delu Velikih Lašč prizadevali že dlje časa. Tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je opozarjal, da prometne razmere v osnovni šoli niso primerne. Zlasti problematični so bili jutrni prihodi in popoldanski odhodi iz šole, ko je gostota prometa največja. Odprave težave so se na občini lotili celovito in prenovo uresničili v 2 fazah. Najprej so razširili dovozno pot in postavili oporni zid.
Dela so večinoma že končana, zdaj, ko bomo izbrali asfalterja, se bo še poasfaltiralo, zarisalo še mejne črte in potem bo ta neka manjša investicija tudi zaključena. Ko bo dovozna pot dokončno urejena, bo nova regulacija prometa staršem omogočila varnejšo dostavo otrok v šolo. Možno bo tudi kratkotrajno bočno parkiranje ob šolski ulici. Poskušali bomo tudi z lažjimi, enostavnejšimi označbami, prometnimi znaki, vse v duhu čim varnejšega gibanja in pa logistike ob šoli. Jeseni bodo tako velikolaški šolarji v učilno Zidano prihajali po veliko varnejši šolski poti, kot je to bilo doslej. Potem, ko je bila napovedana že za prejšnji oziroma začetek tega tedna, so z novomeške občine sporočili, da se v ponedeljek 29. maja zares začenja obnova dela Straške ceste med Mirnopeško cesto in priključkom ulice Bršljin. Dela bodo v prvi fazi potekala na ulici Bršljin, kjer bodo zgradili manjkajoči del meteorne kanalizacije. Zaradi del bo enomesečna popolna zapora na 3 krajših odsekih od poslopja Kaze Krka v Bršljinu do gostilne Čefidel. Obvoz bo urejen po Ljubljanski, Straški in Mirnopeški cesti, na območju del pa bodo omogočili dostop do domov in poslovnih prostorov. Obnovljen odsek Straške ceste bo prispeval k sklenitvi kolesarskih poti v novomeški občini, saj bodo z izgradnjo kolesarske steze in pločnika v večjem delu povezali obstoječi kolesarski stezi ob Straški in Mirnopeški cesti z navezavo na Andrijaničevo cesto. Poleg obojestranske kolesarske steze in pločnika sta predvideni še izgradnja javne razsvetljave in obnova vodovoda. Naložbo vredno 760 tisoč evrov brez DDV bodo predvidoma zaključili v oktobru. V črnomaljski srednji šoli se je v tem šolskem letu v šolska tekmovanja vključilo več kot 70% dijakov. Mnogi so dosegli dobre rezultate na regijski in državni ravni tekmovanj. Nekateri pa se lahko pohvalijo z visokimi dosežki. Visok dosežek pomeni zlato priznanje oziroma prvo, drugo ali tretje mesto v državi. V tem šolskem letu imamo na naši šoli kar 14 takih dosežkov, kar je v odstotkih gledano, glede na število dijakov, zelo, zelo veliko. Pravi ravnateljica, ki je dobitnike državnih zlatih in srebrnih priznanj povabila na klepet v šolsko knjižnico in vsakemu posebej čestitala za dosežen rezultat na tekmovanjih s področji naravoslovnih in družboslovnih znanj, ekologije, športa in plesa ter poudarila, da njihov uspeh priča, da lahko tudi v manjšem kolektivu z manj sredstvi, ampak na dober motivirajoč način dela veliko dosežemo. Nisem pričakovala, da bo tako zelo dobro. Upala sem sicer na zlato, samo nisem šla s takimi pričakovanji na tekmovanje. Pravi dijakinja prvega letnika gimnazije, ki je na tekmovanju za Preglovo plaketo dosegla 49 točk od 50 možnih, kar je najboljši rezultat v državi. Izvrstna sta tudi dosežka Bora Jermana in Anža Pluta, dijakov tretjega letnika, ki sta se na tekmovanju iz geografije uvrstila med 4 najboljše, ki bodo avgusta zastopali Slovenijo na svetovnem prvenstvu v Beogradu. Smo imeli priprave in moram reči, da se je profesorica res potrudila za nas, nam podala snov na zanimiv način, se pripravljala z nami. In kako se bosta pripravljala na svetovno prvenstvo? Večinoma je to splošna geografija in to, kaj ti znaš, na splošno se ne moreš nekaj na novo dosti naučiti. Lahko samo obnoviš znanje, ampak to, kaj si prej znal, to imaš s sabo. Ja, imamo knjigo od mednarodne mature in to bomo prebirali, naučiti se na pamet. Ne moreš kaj dosti, moraš pa večinoma sklepati sam in razmišljati svojo glavo. Če te vsaj malo zanima tema, ni tako težko. Podoben stavek smo slišali tudi od drugih dijakov, ki so osvojili zlata priznanja na različnih državnih tekmovanjih. Maturant Nejc Geltar, drugi na državnem tekmovanju v badmintonu, pa v športnem duhu poudarja, da je najpomembnejši trening. Vaje dela mojstra, tako tudi trening poveča uspehe.
Mirnopeška osnovna šola Toneta Pavčka se je pred 3 leti pridružila vseslovenskemu projektu Rastoča knjiga. Tokrat so vanjo vstavili nove publikacije, ki so jih izdali v minulem letu. V tem obdobju je Mirnopeška Rastoča knjiga več kot dosegla svoj namen, saj je vsako leto večja, pri njeni rasti pa dejavno sodelujejo tudi učenci. Mi vsako leto dodajamo nove publikacije, ki jih izdajamo v šoli, in sicer za te šolske projekte, ki so celoletni, vedno na koncu izdamo zbornik, potem pa tudi Pavčkove vitice, zdaj že četrto leto. Sledi tudi zbornik iz likovne ustvarjalnice. Projekt Rastoča knjiga pride najbolj do izraza prav v manjših občinah. Predvsem je bolj prisrčno potem vse, ker to so ljudje, ki se poznajo, učitelji se poznajo med sabo, poznajo učence, vejo, kaj delajo. Mirnopeška Rastoča knjiga je seveda neločljivo povezana z njihovim največjim kulturnikom Tonetom Pavčkom. On je čudež, tako kot sem ga jaz poznal, je res človek z veliko začetnico, če hočete, zelo človeški, zelo prijazen, zelo humoren. Obenem so uradno odprli še šolsko knjigobežnico, ki je namenjena učencem, staršem in drugim obiskovalcem. Knjigobežnica se nam je zdela zelo zanimiva zgodba, ki se bi lahko dobro navezovala na Rastočo knjigo. Zato smo jo tudi postavili, tako da se povezuje z notranjostjo Rastoče knjige in upamo, da bo zaživela tako, kot smo si predstavljali. Proslavo ob 3. rojstnem dnevu Mirnopeške Rastoče knjige so ob pomoči učiteljev v celoti pripravili in izvedli učenci osnovne šole Toneta Pavčka. V življenju imamo različne težave, tudi zdravstvene narave. Bolniki, prizadeti po možganski kapi, pa so združeni v klub bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo. Sami si pravijo kapniki in letos mineva že 10 let, odkar klub deluje tudi na Dolenjskem. V Metelkovem domu v Škocjanu so se zbrali člani Dolenjskega kluba, pa tudi člani iz drugih klubov po Sloveniji, s katerimi so obeležili jubilej. Vse se je začelo pred 10 leti v Šmarjeških Toplicah. Na pobudo takratnega predsednika Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Petra Kunca. On je bil predsednik Združenja bolnikov, po regiji smo pa ustanovljali klube. In tako so povabili vse dolenjske bolnike, da se jim pridružijo. S korajžo in z veliko voljo do boljšega počutja in življenja in gibanosti smo se zbrali 12.2.2007 v Šmarjeških Toplicah. In od takrat pripravljajo srečanja ter razna predavanja za bolnike in njihove svojce. Poleg tega imamo tudi programe obnovitvene rehabilitacije, ki jih držimo, recimo 10-dnevne rehabilitacije v zdraviliščih ali pa v programih, tudi delavnicah, kjer se vrši prav terapija. Člani so zadovoljni z delovanjem kluba. Je prav prijetno. Združimo se ljudje, ki imamo približno enake probleme, gremo tudi na izlete. Vsi se zelo lepo zastopimo, ker vemo, ker na svoji koži smo probali, kaj pomeni ta bolezen. Zato pozivajo tudi druge bolnike po možganski kapi, da se jim pridružijo. Mi pa vas vabimo, da se nam pridružite tudi v nadaljevanju našega televizijskega druženja. Ob 20. uri bo na sporedu pogovor z evroposlancem Francem Bogovičem, ob 22. uri pa sledi oddaja Pravi ključi s prav posebnima gostoma. Lep večer.